Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni na današnji predstavitvi projekta Rastem s knjigo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. Veseli me, da sta danes z mano avtorja, ki sta bila izbrana letos na razpisu Javne agencije za knjigo za projekt Rastem s knjigo, in sicer gospa Nataša Konc Lorenzuti, lepo pozdravljena, in pa gospod Vinko Möderndorfer. Lepo pozdravljeni. Dovolite mi nekaj uvodnih besed o projektu Rastem s knjigo. Projekt Rastem s knjigo se odvija že 16. leto v osnovni šoli in 12. leto v srednji šoli. Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. Izvajamo ga pa v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, z osnovnimi šolami, s posebnim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, srednjimi šolami ter tudi osnovnimi šolami in srednjimi šolami v tujini, v zamejstvu, v Avstriji, v Italiji in na Madžarskem, pa tudi pri dopolnilnem pouku v tujini, tako imenovanih sobotnih šolah, ki potekajo v Ameriki, v Avstraliji, pa tudi dopolnilni pouk v tujini, kot so v državah Belgije, Bosne in Hercegovine, Srbije, Hrvaške in Francije. Hkrati poteka tudi ta dopolnilni pouk v Bruslju, Luksemburgu in Frankfurtu. Kako poteka projekt Rastem s knjigo? Projekt Rastem s knjigo poteka tako, da v spomladanskih mesecih na Javni agenciji za knjigo preko razpisa izberemo eno delo za osnovnošolce in eno delo za srednješolce. In ti dve deli slovenskih avtorjev sta potem izbrani in natisnjeni v več kot 20,000 izvodih vsako leto. Takrat se potem tudi organiziramo in predstavimo avtorje izbranih knjig, naredimo filmske predstavitve, naredimo anotacije, skratka, poskušamo knjige predstaviti mladim bralcem, jih nagovoriti za branje, hkrati pa te knjige potujejo v knjižnice, splošne knjižnice, sicer v jesenskem času, kajti v vmesnem času je treba knjige natisniti in jih dostaviti v knjižnice, tam pa se, kjer počakajo na mlade bralce, tam pa se učenci in dijaki, ki pridejo v knjižnico, srečajo z knjižnico in dobijo knjigo v dar. Da pa ne bomo predolgi, letos je bila izbrana knjiga za osnovno šolo Nataše Konc Lorenzuti, za srednjo, letos je bila izbrana knjiga Nataše Konc Lorenzuti za srednjo šolo in za osnovno šolo Vinka Möderndorferja. Bomo najprej dali besedo Nataši Konc Lorenzuti, in sicer knjiga ki je bila izbrana, je z naslovom Gremo mi jutri krasne, je že v knjižnicah in projekt že poteka po šolah. Nataša Konc Lorenzuti, dovolite, je avtorica, ki jo poznamo ne samo kot dramsko igralko in režiserko, ampak se je začela ukvarjati tudi s pisanjem slovenskih knjig za mlade bralce. In draga Nataša, zanima me, kaj te je pravzaprav pritegnilo, da si se spustila v te mladostniške težave ali pa tudi humorne predstavitve v tvojih knjigah? No, moram poudariti, da že zelo dolgo to počnem in da že zelo dolgo ne igram v gledališču, tako da samo izhajam iz tega svojega igralskega treninga, ki mi zelo pomaga, da si lahko ustvarjam svetove v svoji domišljiji in jih dobesedno včasih prepisujem v literarna dela. Tako da pravzaprav sem pisateljica že več kot 20 let. Ampak tale roman, Gremo mi jutri krasne, je moj tretji mladinski roman, zato ker sem se tega žanra, moram reči, skoraj najbolj bala. Priznam, da sem najprej napisala roman za odrasle, preden sem se lotila mladinskega romana. Moj prvi mladinski roman je bil Lica kot češnje
in sem se zelo namučila z njim. Zato, ker me je malo strah vstopati v svet mladostnika, ker je ta tako zelo občutljiv in imaš zmeraj občutek, da če boš stopil malo čez, da ga boš poškodoval. Pa tudi mladostnik ima toliko nekih skrivnosti, da vedno iščeš mejo, do katere točke smeš v te skrivnosti vstopati in jih razkrivati. Jasno, da se moraš v mladostnika vživeti, to se lahko, zato ker smo bili vsi enkrat mladi, je pa danes svet zaradi digitalizacije drugačen. Njihov notranji svet je seveda ravno tak, kot je bil moj, ampak je nekako, mislim, da je bolj natrpan z mnogimi dražljaji, z mnogimi podobami, o katerih se nam niti sanjalo ni in smo si jih morali ustvarjati sami. Zato sem se tudi v tem svojem 3. mladinskem romanu, se pravi prvega sem že omenila Lica kot češnje, drugi je bil potem Avtobus ob 3, ki je nekako prvi del tega, predhodnik tega romana Gremo mi v 3 krasne, zato ker sta vsebinsko med sabo povezana. No in Gremo mi v 3 krasne, moj 3. mladinski roman in je tudi posvečen tem temam, ki se dotikajo vpliva digitalnih tehnologij na mladostnika. Torej, če dovolite, vsekakor je treba omeniti, da v šolskem letu 2018-19 je bil Avtobus ob 3 tudi izbran v okviru projekta Rastem s knjigo. Takrat so ga prejeli sedmošolci. In če me spomin ne vara, potem ravno ta generacija letos prejema roman Gremo mi v 3 krasne. To je kar zanimivo in hkrati fino, ker se mi zdi, da so te kot pisateljico in kot pripovedovalko spoznali v avtobusu. Odzivi so bili prekrasni, moramo reči, prebrana knjiga, zelo. Tako da verjamem, da jih bo pritegnila tudi ta Gremo mi v 3 krasne. Kako je pravzaprav nastajal ta roman, če nam ga na kratko predstaviš in junake, nekaj besed? Ja, tudi jaz sem zračunala, da je ista generacija dobila knjigo, kar je zelo fino in mislim, da se je to zgodilo po naključju. Moram pa reči, da so najbrž ravno oni povzročitelji nadaljevanja, ker sem doživljala, ko sem prihajala na šole, ravno v tistem letu, ista situacija se je zgodila v istem letu, ko je bil roman Avtobus ob 3 izbran za Rastem s knjigo, je bil izbran tudi za Cankarjevo tekmovanje in zdaj se je ta stvar ponovila, ker je tudi Gremo mi v 3 krasne za Cankarjevo tekmovanje, sicer v 8. in 9. razredu, dobili bodo pa dijaki 1. letnika. Ampak takrat, kadar je tvoje delo izbrano, bodi si za Cankarjevo tekmovanje ali pa za Rastem s knjigo, takrat te malo več povabijo na šole. In tisto leto me je avtobus ob 3 vozil po res mnogih šolah. Otroci, ki so ga prebrali, so pa rekli, joj, kako je čudno to zadnje poglavje, ker ne vemo, kaj se bo zgodilo, a ne? Ker je Tine pač zaljubljen v Ivano in pol jo vpraša, če bi ona bila njegova punca in ona pol na koncu reče, joj, ne vem, ti bom jutri povedala. In tako se roman konča, ne? In so mi vsi rekli, kakšen konc je to, mi pa zdaj ne vemo, ne? Zdaj pa, a bo nadaljevanje? In sem rekla, joj, to pa ni tako enostavno, zdaj pa kar, ne? In sem rekla, dobro bo, v redu, samo mogoče bo drugačno, kot ste si vi to zamislili, ne. In potem sem to idejo nekaj časa mlela, pol sem že začela obljubljati, ne, ja bo, obljubam, ja bo. No, in potem sem rekla, ja seveda, obljubo je pa treba držati, pa tudi zame je dobro, da nekaj obljubam, ker se moram potem res disciplinirati, da jo izpolnim. Ampak sem malo zasukala, ker je bil v Avtobusu ob 3 Tine glavni junak, ki se je med poletnimi počitnicami spoznal z Urošem in sta skupaj preživela poletje. V romanu Gremo mi v 3 krasne je pa Uroš glavni prvoosebni pripovedovalec, ki se mu pridruži še pripovedovalka Valentina, s katero se sreča na tem poletnem taboru. No, in seveda srečati morata pa vmes tudi Tineta, ki ga oba poznata, zato da je obljuba izpolnjena. Krasno, kako se zapleta. Ne bomo vsega odkrili, pa vseeno me zanima, kakšna so bila pa doživetja. Vemo, da vsakič posnamemo film na to tematiko z avtorjem in vi ste si letos zamislili pravi, bom rekla, kratki film. Mislim, da bi ga bilo potrebno
še kje predstaviti, ker je res to od A do Ž scenarij, režija in tako naprej, pa tudi v naravi se je dogajal konkretno, so igrali mladi. Nekaj nam o tej izkušnji povej. Zelo z veseljem, zato ker je bilo res lepo. Namreč, malo sem se ustrašila tega predstavitvenega filma, ker imam pač potrebo potem, da se tisto, kar se dela, res dobro naredi. Film me sploh zanima, že zato, ker pač izhajam malo iz gledališko-filmskega področja in sem zelo občutljiva na to, kaj je v redu narejeno in kaj ni. In zato sem potem že na samem začetku, ko sem zvedela, da je bila knjiga izbrana, planila v akcijo, kako bi zdaj s kom in kako bi to naredili, da bi bil res filmček lepo izdelan. No, tako da sem potem našla mladega, zelo entuziastičnega filmskega režiserja Augusta Adriana Braca, ki je bil pripravljen to sprejeti in sva potem tudi skupaj scenarij naredila. Zamišljeno je bilo pa da prav mladi igrajo. Jaz sem si seveda v prvem idealističnem navalu veselja zamislila, da bi jih bilo res 13, kot jih je 13 v romanu, nastopa 13, čeprav niso vsi v ospredju, večina likov je stranskih. Ampak pol sva ugotovila, da to bo pa malo težek projekt, da bi pa morali pol avtobus najeti na snemanje in da to ne bo šlo. Tako da sva potem zračunala, koliko otrok spravila v 2 avta. In sva jih potem tudi dobila. Seveda, malo med mojimi bivšimi dijaki, potem je nastopala moja hčerka v glavni vlogi, pa njeni sošolci. Skratka, zbrali smo 8 najstnikov in smo šli sredi poletja res v hribe, tako kot da bi šli na tabor. Najprej smo mislili res celo tam prespati in smo najeli neko župnišče, da bi tam prespali, ampak potem se je vreme sfižilo, tako da smo šli 2-krat ločeno, za 2 dni, 2 snemalna dneva v hribih. Moram reči, da so bili krasni in da sem jim preden smo šli na snemanje napisala pismo, kako to izgleda, kaj moram imeti s sabo, da moram imeti barvne majice brez napisov, režiser je povedal, kakšne barve so zaželene. Skratka, vsega so se držali, vse so imeli s sabo. In napisala sem jim pa tudi, da res naj pazijo, da imajo telefone pospravljene med snemanjem, zato ker na tem taboru, smisel tega tabora je, da so vsi brez telefonov, da se ne bi morda kakšen telefon vmes ne prikazal. In res, jaz nisem mogla verjeti. Cel dan nisem videla enega telefona, ki bi z rudzaka pritihotapil, tako da to je bilo res lepo. In vsi so bili veseli, da so bili cel dan zunaj, da so doživeli pravo filmsko izkušnjo. Skratka, bilo je filmsko, tudi hodiš po terenu, si že bila kje s to knjigo, sicer se je projekt začel v novembru, nekoliko z zamikom, začenjamo že 2 leti zaradi korone, pa vseeno, kakšni so prvi odzivi na terenu med mladostniki? Odzivi so bili v bistvu že prej, ker je ta roman izšel pred 1 letom, tako da sem že lansko jesen kar nekaj gostovanj na šolah opravila, ker so nekatere šole se odločile, da bodo nadoknadile izgubljeno pomlad. Aprila in maja 2020 nismo imeli nobenih nastopov, šole so bile zaprte, tako da so potem nekatere šole se odločile to potem jeseni izpeljati. In sem že nekaj šol obiskala že prej, še preden je bilo to izbrano, potem letos pred Cankarjevim tekmovanjem nekaj. Vesela sem, ko slišim, da so otroci prebrali. Jaz sem prepričana, da marsikdo sploh ne vzame knjige iz folije, tudi taki so, ampak lejte, tam jo imajo, med strč časopis jo ne bodo dali zato, ker je v foliji, bi bilo treba najprej plastiko ločiti, pa pol dati v papir, tako da že to, ko bi ločili plastiko, pa vzeli knjigo ven, bi jo mogoče kdo po pomoti odprl, pa bi ga celo lahko pritegnilo. Tako da odzivi so v redu, slabi niso prišli do mene, verjamem pa, da je tudi kakšen. No, vsekakor, vsaka knjiga ima svojega bralca in svoje oči, ampak vseeno, Nataša, ti si mojstrica besede, se znaš poglobiti v pravzaprav problematiko najstnikov, najstnic, tako da tvoje knjige so tudi že prejele znak Zlata hruška, ki ga podeljuje Pionirska, Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. Nominirana si bila tudi že za najpomembnejše nagrade mladinske književnosti, Modra ptica, Večernica, Desetnica. Pa vseeno, kako ti uspe pravzaprav
to problematiko združiti z neko vrsto humorja, duhovitosti, ki se pojavi, in kako pravzaprav nagovarjaš svoje bralce, morda ko se spraviš k pisanju, kaj ti pride najprej na misel? Ja, to je ključni trenutek, ki ga moraš zgrabiti, a ne, se to bo verjetno Vinko podobno čutil, da vstopiti moraš in takrat, kadar izstopiš, začutiš, da si izstopil in da pamet soliš in da nastopaš v vlogi odraslega, takrat, kadar sama ne začutim, to potem urednica označi, na to se zelo zanesem, urednica dveh romanov je Gaja Kos, na njo se res zelo zanesem, ona točno sledi liniji in kadar stopim ven iz Mladostnika me potlači nazaj, tako da ko mi ta preklop uspe, potem stečejo stvari, ne? Ampak vsakič znova je potem spet treba to narediti, no. Tako da to mi je pravzaprav pri Mladinskem leposlovju najtežje, hkrati pa, ko uspe, pa tudi nekaj najlepšega. Tako. Zdaj pa mislim, da bova morale... Ja. Zdaj pa bomo dali besedo še Vinku. Vinko pa je pisatelj, pesnik, dramatik, esejist, gledališki, radijski, filmski in televizijski režiser in tudi že zelo dobro smo te spoznali v projektu Rastem s knjigo. Prva knjiga oziroma pred tem sta bili izbrani že 2 knjigi, kot v filmu in pa Kit na plaži. Tudi tu gre za različne probleme, različne tematike, različna soočanja mladih s drugimi generacijami, starejšimi, medgeneracijsko sodelovanje. Skratka, Jaz sem Andrej pa je knjiga, ki je izšla že kar pred 3 leti, že kar nekaj prebrana, pa hkrati se je pojavila tudi pri nas, nagovorila komisijo, ki je izbirala, predvsem zaradi tega, ker komisija pravzaprav prepoznala to problematiko dotikanja vprašanj najstniške identitete, ločitve staršev, ljubezen, prijateljstvo, sočutje, hkrati tudi medgeneracijsko povezanost in pa ne nazadnje tudi vprašanje spolne identitete. In vse to je nekako s humorjem obravnavano. Vinko, seveda ne smemo pozabiti še Jureta Engelsbergerja, na tem mestu mu želimo hitro okrevanje. V današnjih časih nekateri tudi okrevajo po bolezni. Jure, verjamemo, da že kracaš, ilustriraš kakšne nove junake v tem času. Mi mislimo nate tu, hkrati pa Jure Engelsberger, ki je ilustriral to knjigo, je tudi sodelavec revij Ciciban, Cicido in Pil ter dobitnik priznanja Hinka Smrekarja in skupaj sta z Vinkom zapisala oziroma zilustrirala tudi to knjigo. Kaj lahko poveš o nastajanju te knjige in tematike, ki te je pritegnila pri Andreju? Knjiga je pravzaprav nastala na pobudo urednice revije Pil, Jane Zilkerbach. Ona me je povabila k sodelovanju, pa sem razmišljal, kaj bi pisal, in mi je dala cel kup pošte, ki jo pošiljajo na Pil te mladi bralci, stari pač 13, 14, 15, 12, skratka ta zadnja triada osnovne šole. No, in ta pisma so bila zelo zanimiva. Največ so jih zanimale stvari okoli ljubezni, ne. Jasno, so tudi v teh letih in imajo polno pravico o tem razmišljati, ne. Kakšni bolj, kakšni manj, kakšni fantje in dekleta, ne. Tu ni kakšnih hudih razlik, ne. Jih je zanimala tudi seveda prvi poljub, tudi skoraj intimne zadeve, kdaj je čas, da vstopiš v poljub, v neko večjo intimo. In potem se mi je zdelo, da pravzaprav bi bilo fino o tem spregovoriti, oziroma da jih to zelo zanima, no, tako nekako, in da imajo premalo
podatkov o tem, da so to pravzaprav intimne zadeve, ki jih tudi težko med sabo spregovorijo, mogoče punce malo več, fantje sploh ne. Da je tudi literature na to temo manj, no, ampak seveda, in sem se potem lotil tega, tako da je to pravzaprav roman, ki je na nek način usmerjen v eno problematiko, ne, v odraščanje in spoznavanje, prijateljstva, ljubezni in vse to, kar zraven spada. Ampak seveda, jasno, za roman bi bilo to premalo, tako da se ta glavni junak, ki pripoveduje prvo osebno te svoje notranje monologe in dileme, več ali manj sam pred sabo razglablja, je pač vpet v neko družinsko situacijo, ki je dosti pogosta, žal ne. Starši, ki se ločijo, na novo začeti živeti, spremeniti šolo, je to neko novo okolje, spoznati nove sošolce, kar je lahko traumatično, ne, sploh v teh letih dozorevanja. Tako nekako in je nastal pač neka zgodba, nek roman, ki je dosti celosten, ne. Skratka, ne gre samo za eno temo ljubezni, ampak gre pravzaprav za kompletno doživljanje nekega najstnika in njegovih tovarišev, prijateljev, sošolcev, prijateljic, ne, kako doživljajo svet danes, kako doživljajo svoje starše, ki imajo tudi svoje probleme in tako naprej. Tako nekako se mi je zdelo in je nastala ena taka fina zgodba, se mi zdi dosti duhovita, ki so jo bralci zelo dobro sprejeli. No. Glede na to, da je pred 3 leti išla, je pravzaprav sem bil presenečen, no, da je tako, da so jo tako fino pograbili. Kar je pa seveda dokaz, da je to problematika, ki jih zanima in ki, pa ne bom rekel problematika, da so to teme, ki jih zanimajo in da imajo v teh temah premalo podatkov. Ne. Predvsem v literaturi se mi zdi, da je mogoče premalo. Moj roman je pravzaprav, če bi tako rekel, če bi bil malo kritičen do samega sebe, bi rekel, da je prelep, no, da je pravzaprav idealen. Ne. Mama je dosti idealna, ne, razume svojega fanta, sta prijatelja, čeprav seveda ima tudi svoje probleme, ne, z razhodom z očetom od Andreja in tako naprej. Babica je ena fina figura, ne, in končno se tudi te stvari v tem romanu tako nekako lepo uredijo. No, tako. V življenju se ne uredijo tako lepo. Ne. Mladi imajo veliko več travm v zvezi z ljubeznijo, v zvezi z sprejemanjem njih samih, za svojo identiteto in tako naprej. Tukaj se mi zdi, da je pač tako naj bi bilo, no, tako nekako. Ampak hkrati je pa to tudi fino, ne. Je ta zgodba je na nek način zgodba o tem, kako se stvari uredijo in kako naj bi bile, ne. In to se mi zdi, da je tudi pravzaprav dobro, no, da vidijo. Skratka, ni se nam treba bati vzeti knjige v roke, še zlasti nekako so bili kakšni odzivi na terenu, bom rekla, strani učencev, ki so to prebirali, pa morda tudi z kakšnih strani staršev ali pa učiteljev, kako sprejemajo to tematiko, ker vemo, da je včasih problem, ko učitelji ali pa starši pravzaprav ne preberejo knjige, o problemih se pa tudi nekako ne pogovarjajo. Pa pred dnem sem poslušala eno razpravo tudi v zvezi s Slovenskim knjižnim sejmom pa simpozijem bralne značke. Nekje je bilo povedano, da pravzaprav te tematike, ki jih prebirajo mladostniki v knjigah, niso tematike, ki bi jih potem čez en teden posnemali, ampak da so to stvari, da so to zgodbe, ki poglobijo njihovo znanje, jim odpirajo razna vprašanja in jih seznanjajo s tem, da se lažje soočijo, ko pride v življenju do kakšne stiske ali pa do kakšnega problema, ne pa da postajajo to tabu stvari. Ja, točno to, vse ste točno povedali, ne? Literatura ne sme poučevati, ne sme biti nad bralcem vzvišena, ne sme biti bolj pametna, ne? Ampak mora povedati zgodbo. Ne? Hkrati pa se mi zdi, da se iz zgodbe se pravzaprav največ naučimo. Ne? Moram povedati, da
glede na, tako kot v filmu je bil roman, ki se je zelo prijel, no, zelo ga imajo radi, pa tudi Kit na plaži. Ja, tako nekako in tako da so se mi zelo hitro javili in jaz sem seveda z mladimi, sicer nisem zelo komunikativen človek, ampak z mladimi pa čutim dolžnost, da če mi pišejo, da jim odgovorim in da se posvetim in so mi veliko pisali, ne, na mail, pravzaprav, ne, jaz imam odprt mail na društvu književnikov, pa tudi me ni težko dobiti. Tako da so mi že veliko pisali v zvezi s prejšnjima 2 knjigama, zdaj pa tudi, ne, ampak to takoj, ko je knjiga išla, več o manj so bili to dobri odzivi, ne. Tudi odzivi staršev so bili, tudi kolegov, ki so to prebrali, ne, to knjigo, so se mi javili moji najini pisateljski kolegi. Tako da odzivi se mi zdi, da so kar, tisti, ki so do mene prišli, so v redu, tako da potrebujejo tako knjigo, da jim je všeč. Moramo pa vedeti, seveda, vsak človek je unikat, ne? Nista 2 človeka enaka in vsako odraščanje je unikatno. Ne? Nekateri mladostniki pri 13-14 letih že zelo resno razmišljajo o ljubezni na drug način, kot recimo nekateri pri 17. Ne? Ali pa, skratka, dozorevamo in odraščamo na različne načine. Ne? In ne smemo soditi likov v literaturi poseb, češ jaz pa pri 15 pa že nisem tako razmišljal. Ne. Moramo verjeti junaku, ne, oziroma moramo ga sprejeti takšnega, kakršen je. Zelo različno doživljajo, ne, in tukaj se mi zdi, da ni pravil. Danes pa sploh ne, ker je pravzaprav jim je dostopno po internetu čisto vse. Ne. Od pornografije do vse, ne, tudi tisto, kar je slabo, jim je dostopno, ampak moje izkušnje, ko se tako pogovarjaš, ne, so take, da seveda, če jih zanima, pol to iščejo, ne, če jih pa ne zanima, pa ne iščejo. Ne. Skratka, ko jih zanima, ko jih kakšne tema zanima, jo brskajo in jo hočejo najti, ne, ampak to pomeni, da so tudi notranje dost zreli za to. Ne smemo misliti, da kar padejo pod vplive. Ne? Nikakor ne. Nikakor ne. Seveda so tudi izjeme, jasno, ne? Ampak te izjeme takih otrok so potem tudi zaradi nekih drugih družinskih razmer in tako naprej. Zato so te take. Ampak načelo pa ne. Jaz jim zaupam. No? Tako da ne vem, sej jaz sem Andrej, je knjiga o ljubezni, zato ker jih v teh letih ljubezen zanima, pa prijateljstvo jih zanima in radi se družijo. Ne? Vse to, kar zdaj v minulih 2 letih niso mogli, ne? Ker zaradi tega covida, se mi zdi, da ja, no, tako nekako, jaz sem zadovoljen s to knjigo, se mi zdi, da je fina. Je seveda to nek moj mladostni avtoportret, drugače ne more biti, ne. Model za tega Andreja sem bil sam v teh letih, kakor sem se spomnil, ne, oziroma spomnim se že vse, ne, ampak kakor mi je uspel kot pisatelju se spet preseliti v tista leta, tako da, ampak vse drugače ne gre, vse isto je pripovedala kolegica, ne. V bistvu gre za uživljanje, ne, v junaka se uživimo, postanemo za hip on sam in tako to nekako gre. Lahko sam nekaj dodam, da, kar si rekel, da ne padejo kar tako, ne, pod neke vplive. Jaz mislim, da je stvar njihove inteligentnosti in prebujenosti v tem, da se morajo velikokrat tudi boriti proti temu, da ne padejo, zato ker je toliko močnih dražljajev, ne samo pornografija, pa te res izredno škodljive vsebine, pa recimo zlorabe, pa vse te stvari. Zelo hitro se lahko pade v to, ampak tudi drugi vplivi, recimo vseh teh influencerjev, vseh teh ljudi, ki snemajo svoje v navednicah idealno življenje in so pol ti otroci pod vplivom teh njihovih idealnih življenj in pol mislijo, da kakšni reveži smo pa mi, ki moramo v šolo hoditi, pa ki naši starši nimajo toliko denarja, pa tako. Tako da po mojih pogovorih z mladimi mislim, da se morajo boriti proti temu, da ne zapadejo pregloboko.
Skratka, problemska literatura, mislim, da je prav, da se zbira v projektu Rasten s knjigo, kajti projekt Rasten s knjigo je pospremljen tudi s tem, da tudi učitelji prebirajo knjige, da jih potem se pogovarjajo z mladimi o teh problemih. Prav zaradi tega mislim, da je taka problemska literatura še toliko bolj pomembna v šoli, v učnem procesu, da se o vseh teh problemih pogovarja. In Rastem s knjigo pravzaprav je projekt, ki vse to omogoča, ne samo, da dobijo svoje darilo, ampak da se pogovarjajo tudi z odraslimi o problemih, z avtorji, prav zato govorimo o slovenskih avtorjih v tem projektu, da lahko spoznajo v živo, da na terenu pravzaprav se lahko pogovarjamo o teh stvarih. Tako da naj zaključim, da je projekt Rastem s knjigo projekt, ki poteka v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Pionirsko centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana, Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, sekcijo šolskih knjižnic pri ZBDS in Društvom slovenskih pisateljev. Na tem mestu se vsem za vsa leta sodelovanja zahvaljujem in hkrati naj povem, da knjigi, ki sta bili izbrani, sta prispevali založba Miš, Nataše Konc Lorencuti in urednica Gaja Kos, ter pa Mladinska knjiga, urednica Alenka Veler. Tako da gostoma se pa danes zahvaljujem za ta pogovor in vabim pravzaprav mlade in tudi starejše vse generacije k branju in k prebiranju tudi knjig Rastem s knjigo, čeprav gre za mladinske romane, pa so pomembne prebrane vsebine tudi za poznavanje odraslih in vživljanje v mladostniške probleme. Kajti branje, kot vemo, je razumevanje sebe in drugih. Hvala lepa.